Donald Ross, kreativni direktor Talenta. Zadnje 3-4 urce pred razglasitvijo zmagovalca prvega slovenskega Talenta, kaj napet? Mislim, jaz moram reči, da sem trenutno sproščen. Po mojem bolj napeta zdaj ekipa, ki čaka na štart. Jaz sem bil napet prej, generalka šla skozi, zdaj jaz nimam več kaj pomagati, v bistvu že malo prej nisem mogel več pomagati, tako da jaz sem sproščen in gremo v nove zmage. Ekipa tudi gledam, vse malo usedla, malo počiva, se mi zdi, da je kar en kul vzdušek, je ratelj, generalka super. Na splošno, če potegneva eno črtkano črto za začetek pod sezono, prvo sezono Talenta, tudi bomljivcem ste pokazali, da je to šov. Definitivno je to šov. Če je kdo dvomil, jaz upam, da ni, no. Ali pa če je kdo dvomil, verjetno zdaj ne dvomi več, da je to the show, ki je bil kdaj v Sloveniji produciran in mi je všeč, no, da je res tak odziv, ker si res ta šov zasluži in vsa ta, ta produkcija, ki smo jo poskušali ustvariti in dati gledalcem in tekmovalcem, ki so prišli tekmovati, te talenti. Tako da upam, da se bojo zapomnili ta šov še za nekaj let. Ali pač vsaj za eno leto, da naredimo naslednjič božjega. Ena od zadev, ki zanima mlajše tekmovalce, ali bo drugi talent v učencem prijaznejšem terminu. Namreč letošnja se tako nesrečno pokriva z maturo in s koncem šolskega leta, da smo imeli celo eno odpoved, ne? Ja. Žal verjetno ne bo, a ne? Zakonitosti televizije. Tako, ampak tako je, no. Vsem, ne, prvo je šola, ne. Tolažba za študente, obstaja tretji izpitni rok, ne? Ne, jaz bi tako rekel. Prvo je šola, pol talent, ne. To že gre tudi tako v življenju, ne. Talent moraš imeti, ampak če ga ne razvijaš, če ga ne šolaš in nič, ne. Tako da, učite se, bodite tam, kjer morate biti. Bistveno zdaj niti ni kdo bo zmagal, ampak kaj se bo s temi talenti dogajali po finalu? Koliko bo tukaj imel še producent prste zraven pri pomoči? Ne razumem, kako misliš o polfinalu. Ne, pravim, da po finalu. Po finalu, ja. Ja, po finalu. Mi kot producent. Ja. Mi lahko nudimo PR, mi lahko nudimo promocijo, lahko mu damo nek prostor, tako kot je V bistvu imate ekskluzivno prvo prednostno pravico, ne? Načeloma je tako, mi kot Pro Plus oziroma Pop TV in to naprej se ne ukvarjamo z menedžmentom teh ljudi. Nismo založba, da bi jim izdali glasbo in tako naprej, nismo plesni menedžerji. Spravi, bojo mogli, nekdo drug bo mogel za to skrbeti. Imamo predpravico, oziroma mi moramo dati odobritev, oziroma Psycho Music, ki je v lasti Simona Cowella, mora dati odobritev, da pač jih sprosti po treh mesecih, imajo tak predpravico, če jih ne zanima, jih lahko prevzame nekdo drug, oziroma v imenu njih nekdo na naših tleh pač te talente menedžira. Tako da mi jih menedžirali ne bomo in mi tega ne moramo nuditi, lahko pa vso support in vso promocijo, ker so le naš brand. Mi smo jim dali možnost, smo nekako prve korake medijske, bomo rekel, pomagali narediti. Tako da v tem kontekstu ja, kaj več pa bojo mogli povedati, sami se potrudijo v končni fazi, brez truda ni nič. Kar nekajkrat nas je zmotil, nas na uredništvu stopa kadriranje, sploh v začetku polfinal, mogoč kamera. Kaj vas je motil? Recimo, zelo konkretno nastop skupine Maestro bi mogoče celo boljši spadal, če bi bil statično kamero posnet. Pa to je recimo eden od primerov, ne? Seveda je zelo lahko reči, kaj bi lahko bilo, če bi bilo in kako bi bilo. Dejstvo je, da smo mi tudi v bistvu se spoznavali z novo tehnologijo, tako ogromen šov, ko smo začeli producirati posebne točke, si morate predstavljati, ko se stavljajo Eurovizijo recimo, je samo pevska točka, samo z nekimi backgroundi, z lightom, klepa, še vse ostale dramaturgija in sceneriziti in toliko različnosti točka, da absolutno se zgodijo tudi napake, ampak glede na to, če pogledamo vso celoto skupaj, je vsaka pač neka konstruktivna kritika je seveda dobrodošla, ampak če pogledamo celoto, je bilo zelo dobro narejeno vse in tudi vsaka oddaja, vsak šov kasneje se je v bistvu znatno izboljšala in režija in luč in vse. Tako da mi smo delali tudi neke svoje prve korake, vstopili v šovu in nam ni za zameriti v končni fazi. Da bomo pozitivno kritični, nam je bilo pa zelo všeč, kako ste v bistvu nudili podporo polfinalistom, dali ste jim praktično najboljšega plesnega mojstra zraven, veliko scenskih pomočnikov, tako da Absolutno. To je bilo zelo užitek gledati potem tudi. Tudi skrajšali ste bečne šove, prvi polfinal je bil rekorden, če se ne motim, ne? Ne, prvi ni bil rekorden, mislim, da je bil... Ne, nisem po gledanosti, po trajanju. Ne, po trajanju, vem kaj govoriš, ne. Prvi je bil, mislim, da 2,5,
ali 240. Smo čez udarili kar precej, ko smo si mi zastavili, smo rekli, dobro, moramo priznati, da bomo delali daljše, a ne? In potem smo v bistvu delali vedno daljše, smo prišli šele potem, mislim, da po tretji vdaji do 3 ure in danes zagotovo manj kot 3 ure pa pol ne bo. Drugače pa en dodatek, ki ga gledalci doma ne bojo deležni. Poskrbel si za stand-up nastopov vmes po zgledu Viktorjev. Pač po zgledu nekih... Mislim, pri nas smo jih nazadnje videli. Tako, ja. Odločili smo se v bistvu zato, da med tem časom, ker je pač le 6000 ljudi še vsem dvorani, in čakajo med oglasi in bi radi nekako animirali, nekako zabavali. Upam, da bo tudi to ratelj, ker je res to produkcija, med tem časom, ki se na odru odvija, da bo Perica Jerković in Tin Vodopivec, da bosta zmogla prevzeti to pozornost tudi nase in da smejačo zraven publiko, držim pesti. Da se pač gledalci ne bojo recimo v tem času dolgočasili, če pogledamo 3 ure pa pol, pa če pride 1 ura prej, bi mogli 4 ure pa pol biti tukaj in res hvala za potrpežljenje vsem gledalcem, ki bojo zdržali ta šov v tej peklenski dvorani zdaj danes, ko bo do finala. Zakaj ravno Perica in Tin? Zato, ker se v bistvu poznamo, ker sem videl, jaz osebno, ko smo rekli, da bi mogli neko novo faco dobiti za voditelja, sem se spomnil na stand-uparje, ki sem spremljal malo stand-up sceno in sta mi Vid in Perica v mojem okusu bila najboljša in sem se z njimi začel tudi dogovarjati. Na koncu smo se dogovorili z Vidom, ki je fantastičen dečka in všeč mi je, da smo novo medijsko fazo ustvarjali. To mi je res ta tim z Perotom fantastičen, mislim, da sta boljša kot Angleža. No in je ostalo tisto, kot Perica, ki so res dobri stand-uparji, lahko dajo pa še nekaj, in če bomo sodelovali, bomo sodelovali. Smo. Upam, da boste zadovoljni. Tukaj bom rekel, kot ljubitelj stand-upa, najlepša hvala za reaktivacijo 3 stand-uparjev v tem šovu. In čisto za konče, kdaj lahko pričakujemo drugi talent in pa verjetno bo v Stožicah finale, če ste že rezervirali termin. Drugi talent bo rekel podarski direktor, ki je tukaj. Ja. Kdaj bo drugi talent? Jaz bi to ekskluzivo prepustil reviji Stop, ne ona to pa objaviti. No sej, to smo mi. Ne, v tisku. Misliš pred vami? Ja. Okej. Ta drugo vprašanje, ste že rezervirali termin za finale v Stožicah, za drugi talent? Ja, smo že. Super. Ne v dvorani. Kako? Majhna. To na stadionu. Treba biti skromen, show business. Najlepša hvala Branko Čakarmiš in najlepša hvala Donald Jones. Tukaj imate pa še vsebinske ljudi, moja ekipa Helena, ki preveč kadi, ki dela, preveč kadi. Pa kdo še?